Zjutraj, zjutraj, Charlie prebudi se in prelista dnevne časopise. Lačni medved Miha se v kuhinji mudi in pripravlja zajtrk za vse tri. Tjaša pa veselo že pometa in pravi, da lep dan se nam obeta. Naj sonce bo nevihta, naj dežuje, naj sneži, lepo je vedno med prijatelji. Pod čarobnim dežnikom sem nam je lepo, pojemo, plišemo in se zabavamo. Pod čarobnim dežnikom čarovnija je, dežnik se vrti, še ti zavrti se. Pika! Tan, taran, ta, tan, ta, ta. O, Tjaša! O, kako sem vesel! Srečal sem prijatelja, ki ga nisem videl že dolgo let. Moj prijatelj Bruno, se ga poznaš? O, Bruno, ja. Ja, prišel je na obisk babici in detku. On se je preselil v sosednji gozd, ampak sedaj so jih prišli pogledat in sva se srečala. Jutri se gremo skupaj igrat. O, zelo sem vesela zate, Miha. Ja, Sem Tjaša, vesela, da se je vrnil Bruno. Tjaša, nekaj zaskrbljena, žalostno mi deluješ, kaj je? Danes me je klical očka in je povedal, da je moj stric Tomi v bolnišnici, da je hudo zbolel. Ojoj, nič hudega, In Tjaša. zelo sem žalostna in strah me je, da ne bo nikoli ozdravel. Tjaša, vse bo v redu z njim, verjemi. 300 kosmatih medvedov, 2 žolni in ta veverica Liza. Ja, Charlie, kaj pa se je zgodilo s tabo? Ja, spet me je premagala v šahu. Namesto, da bi dal kraljico na C7, sem ji dal na A4 in sem zgubil. Koliko sem se učil ta šah, me tretjič zapored že premagala in potem sem ji mogel še dati celo čokolado z lešniki. Ja, vse čokolade nima rada, ampak lešnike pa vse poje. In kaj se sedaj si jezen? Ja, zelo, besen kot ris. Oh, Kaj pa s tabo, Tjaša? Tjaša pa jo skrbi za njenega strica. Pravi, da je v bolnici in da je zbolel. Tjaša, pa dej, sej bo zagotovo bolje s stricom. A veš, ne bi žalostna, ga bomo šli jutri pogledat na obisk, velja? Bomo šli? Evo, zagotovo, prepričan sem. Bomo šli. Miha, a prav? Ja, seveda. Ja, ker pravijo, da če te obišče kdo, ki te ima rada, to pomaga, ne? Ja, zelo pomaga. Seveda. O, ja, hvala. Prepričan, da bo vse v redu. Skupaj ga bomo šli pogledati. A ste opazila, da se nam danes dogaja pravi čustveni vrtiljak? Ja, jaz jezen, besen kot ris, ti žalostna. Miha pa zelo vesel, veš? Jaz pa zelo vesel. Bruno se je vrnil, kaj veš, Bruno? Jutri se gremo skupaj Je igrati. prišel nazaj. Ja, Kako in sem fajn. zelo vesel. Super. In temu, kar se sedaj dogaja, kar mi čutimo, temu pravimo čustva. Čustva. Vaju naučim kaj več o čustvih? Ja, kaj pa, a veš kaj več? Oh, seveda vem. Poslušajta. Velikokrat se pogovarjamo o čustvih, pa pogosto ne vemo, zakaj gre. Kadar doživimo čustvo, takrat nekaj čutimo v sebi. Zato je verjetno nastala beseda čustvo. Miha, potem je čustvo tudi to, kar mene zdaj fulula tišči. Ker to sem zdaj začutil in me ful tiči lula. Charlie buča, no, lulanje ni čustvo. Kako da ne, če je rekel, da kar začutimo je čustvo? Joj, Charlie buča ena, lulanje ni čustvo. Če me tišči. Pa daj, saj si bil prej na WC-ju, sedaj pa malo stisni, pa poslušaj, ker naj jo bo Miha naučil vse o čustvih. Boš zdržal? Bom, ja. No, Boš, bravo, Charlie. Vsi doživljamo, čutimo veliko različnih čustev. Ta se lahko tekom dneva, včasih celo tekom ure menjajo.
ali pa občutimo več čustev hkrati. Čustvo se sproži, ko je na nas prišlo do spremembe, dobre ali slabe. Charlie. Miha, katere pa poznamo z dobre pa slabe, a lahko malo več razložiš, da si jaz to zapišem, da bom vedel? Bom, Charlie, bom. Pozitivna oziroma dobra čustva so tista, ob katerih se dobro počutimo. To so zadovoljstvo, sreča, veselje, ljubezen, upanje, zaupanje in občutek varnosti. Ja, upam, da mi ne bo pobegnilo v hlače. Jaz tudi upam. Ja. A čustvo? Lulanje. Vidva sta pa nabrita. Poslušajte še to. Negativna oziroma slaba čustva pa so tista, ob katerih se ne počutimo dobro. Naprimer, strah, lulanje, strah, jeza, ljubosumje, žalost, zavist in zaskrbljenost. Okej, saj bom še malo potrpel. Daj mi povej, Miha, ti misliš ali veš, da se mi s čustvi že rodimo ali se jih šele potem, ko se že rodimo, se jih naučimo? Charlie, rodimo se brez čustev. Čustev se naučimo predvsem od staršev, ko reagirajo na razne življenjske spremembe. Že takoj po rojstvu se začne ta proces. Dojenčki čustva izražajo z jokom, kadar jim kaj ni dobro. Če pa jim je dobro, so pa zadovoljni in to pokažejo z nasmeškom ali pa pač ne jočejo. Otrok se uči od staršev, na kakšen čustven način se mora odzvati, kadar je ogrožen in kadar se čuti varnega. Veš, Miha, prej, ko sem bila vesela, se mi je zdelo, da mi tako močno razbija srce. Kar skakalo je srce, ko sem bila vesela. Res je, Tjaša, s čustvi se spreminjamo tudi mi in naši gibi oziroma govor. Tudi bitje srca in dihanje sta povezana s čustvi. Če smo veseli, je veselo tudi naše srce in od veselja hitreje bije. Enako pa se zgodi tudi, če nas je strah. Tudi takrat nam srček hitreje bije, ker je tudi njega strah, le da strah občutimo drugače kot veselje. In lulanje. In lulanje. Ja. Miha, kako pa si lahko pomagamo, da obvladujemo ta čustva? Naprimer, če smo žalostni ali pa jezni, a to se da kako? Tjaša, zelo je pomembno, da svoja čustva zaupamo drugim, da povemo, če nas je strah, če smo jezni in povemo, zakaj smo jezni in se pogovorimo, kaj lahko naredimo, da nas to negativno čustvo mine. Zelo pomaga, če nekomu zaupamo in tako lahko že s pogovorom rešimo težave. Joj, otroci, mene zdaj toliko ful lulat. Ampak zdaj, ko sem vam to povedal, upam, da me bomo unili. A ne, Miha? Sigurno bo lažje, Charlie, sigurno. Drugače pa, veš kaj? Kaj? Začni jokati, ne? A zdaj? Ja, ker potem boš namesto lulanje polulel, boš se spravil tako skozi solze ven, ne? Charlie, Tjaša te heca in je poskrbela za veselje in da nam sedaj srce hitreje bije. Daj, Si videl? začni jokati, hitro. Si videl, kako delujejo čustva? Gre to kar tako, da se lahko jokaš. Je zelo lažje lulati, kakor jokati. Ti bom jaz ukradla tvojo čokolado. Pa bomo videli, koliko časa boš še vesel. A se kaj veš o čustvih? Ja, vem. Pomaga pa nam tudi, da se ustavimo, zapremo oči in globoko vdihnemo. Pravijo, da pomaga že, če prešteješ do 3. Še boljše pa je, če 10-krat globoko vdihneš in izdihneš.
Pa dajmo, naredimo zdaj to mi trije, ker se mi zdi, da potrebujemo. Okay. Gremo 10-krat, vdihnemo globoko. Ali že 10? Mislim, da je že, jaz se počutim zelo sproščenega. Tudi jaz. Jaz Charlie? se počutim zelo na meji, da mi bo pravkar nekaj ušlo. Oh, ti Charlie. Gremo naprej. Pomaga pa tudi, če slabo energijo, jezo, strah preženemo z glasbo, petjem, gibanjem v naravi, pa tudi z objemom. Veste, če smo žalostni, nam pomaga, da se spomnimo na kak lep dogodek, ki se nam je zgodil, in s tem poskusimo zopet privabiti veselje. Seveda, velikokrat pa to ni možno. Tudi jok nam včasih pomaga, saj pravijo, da izjočemo slabo. Zato se nikar ne bojite solz. Če si žalosten, joči. Solze so kot reka, ki odnese vse slabo. Daj tako naredi. Charlie odnese. Jaz? A te tudi kaj ušlo? Ne, Charlie, samo tebi je ušlo. Ok, tukaj je vse mokro. A imamo kakšno krpo, kje? Ali je, Miha, mislim, da bomo morala kupiti plenice. Obvezno za Charlija. Jaz grem pogledat, če je kje kakšna krpa. Oh, Charlie, kako smrdi. Da se ni še pokakal. Jo. Že Joj. nazaj. Charlie? Bom počistil. Ja, lepo čisti. Oh, Fuj. ampak jaz sem se pa spomnila, da če sem žalostna in potem srečam vaju in ko se skupaj igramo, sem potem zopet vesela. Res, jaz sem tudi vesel, ker sem se polulil, ja. Saj res, danes se še nismo nič igrali. Ja, saj res. Pojdimo se igrati. Dajmo, Gremo. No, pa smo tukaj. Ja. Miha in Tjaša. Evo, Gremo se igrati, a ne? Ja. Gremo. Katera igra nas čaka danes? Danes nas čaka igra, ki se ji reče glasbeni kipi. Ja, super, ker z glasbo in plesom lahko preženemo strah, žalost, če nas kaj skrbi, a ne? Ja. Se bomo boljše počutili vsi Tako. skupaj po plesu. Kako se že gre? Se znate igrati? Pozabila sem že. Bom razložil. Ko glasba igra, vidva plešeta. Plešeta in ko glasba utihne, se ustavita. A, kot kip. In sta čisto primerno, kot bi okamenila. A, In ko glasba zopet začne, začnemo plesati dalje. Okej, Še vi Čisto otroci preprosto. z nami. Sta pripravljena? tudi vi. Otroci ste pripravljeni? Ste. Vsi smo pripravljeni. Vsi smo pripravljeni in pa gremo. Naj se glasba začne zdaj. Plešimo. Stop. Zdaj. Strah te je, ko zunaj tema se spusti. Stop. Zdaj. Ko kaj narobe se zgodi, Stop. Zdaj. se in zapri oči, Stop. Zdaj. dihni in preštej, 1, 2 in Stop. Zdaj. ustavi se in zapri oči. Stop. Zdaj. In preštej do Stop. Zdaj. 1, 2, Stop. Zdaj. če ob tebi mame ni, ko pride Stop. Zdaj. se ti ponori, takrat le Stop. Zdaj. Zapri oči, globoko vdihni in preštej. Stop. Zdaj. Takrat le ustavi se, Stop. Zdaj. globoko
Stop! Zdaj. Globoko vdihni in preštej do 3. 1, 2, Bravo! Jej! Super, odlični ste bili, bravo! Kako sem vesela, ko se skupaj igramo. Čutiš? Charlie, kako ti razbija srce. Ampak to ti od veselja, kaj ne? Ja, pripričan sem. Zato, ker imam moja dva najljubša, najboljša prijatelja. O, kako lepo. Jaz sem kar bolj Tudi vesel. mi dva sva vesela, kaj ne? Sedaj pa sta pripravljena še za eno igro? Ja, gremo se še eno igro. Naslednji igri se pa reče dan, noč. Super! Ja, poznata igro? Poznava, slišal sem že. Poznata. Če rečem dan, stojita, če rečem noč, počepneta. Dobro, Sta pripravljena? sva. Okej. Poskusimo. Dan, noč. Bravo, odlično. Evo, kar, dan, noč, dan, noč. Kako zabavno, noč. Spadel 1-0 za Tjašo. Kar, dan, noč. 1-1, ja. Dan, noč. Kako zabavno. Dan. Bravo, odlična sta bila. O, super, bravo. To bi se lahko igrali kar dolgo, ne? Aja. Petka. Ja, hvala za ful dobre igre. Otroci, igrajte se tudi vi. Hello, how do you feel today? Kako se počutiš danes? How do you feel today? Kako se počutiš danes? Today we will learn about emotions. Danes se bomo učili o čustvih. Veliko ste že izvedeli danes o čustvih, sedaj pa še bomo izvedeli, kako se ta čustva reče po angleško. A vidite tele obrazke? To so emojiji, ne? To so v bistvu taki čustkoti. In prvi naš čustko je kakšen? Vesel. Vesel. Happy. I am happy. Jaz sem vesela. Kaj pa naslednji? Ta pa je prestrašen. Scared. I am scared. Prestrašena sem. Scared je prestrašen. Prej smo imeli happy, vesel, in sedaj imamo scared, prestrašen. Pa da vidimo, kateri je naslednji. Ta je pa jezen, tako kot danes naš Charlie je bil jezen, sedaj je že dobre volje. Angry. Angry pomeni jezen. I am angry. Jaz sem jezen ali pa jezna. Prej smo imeli I am scared. Jaz sem prestrašena. I am angry. Jaz sem kakšen? Jezen. In prvi je bil zelo vesel. Ne, ta je pa zaljubljen. Zaljubljen se pa reče I am in love. Jaz sem zaljubljena. Se pravi, love je ljubezen. I am in love je pa jaz sem zaljubljen ali zaljubljena. Imeli smo pa tega, le? Happy. I am happy. Jaz sem vesel. Kakšne si pa ti danes volje? Mislim, da nas čaka še eden. He's so sad. On je zelo žalosten. I am sad. Pomeni, jaz sem žalosten. Danes smo se naučili o čustvih. Čustva se reče po angleško emotions. Sad pomeni
žalosten. Sad. Aha, imamo pa še enega, ta je pa zaspan. I am sleepy. Sleepy pomeni zaspan. I am sleepy. Gremo zdaj še ponoviti vse te, da vidimo. Scared. I'm scared. Mene je strah. Prestrašena sem. I am in love. Zaljubljena sem. In če si zaljubljen, si tudi vesel. I am happy. Happy, vesel. I am angry. Jaz sem jezen. Angry, jezen. I am sad. Jaz sem žalosten. I am sleepy. Jaz sem zaspan. No, poglejte, ste videli, danes smo se naučili 6 občutkov oziroma čustev. Ponovimo še enkrat. In love, zaljubljen. I am in love. I am happy. Jaz sem vesela. Happy, vesel. I am angry. Jaz sem jezen. Angry. I am sad. Jaz sem žalosten. Sad. I am sleepy. Jaz sem zaspan. Sleepy. I am scared. Jaz sem prestrašen, strah me je. Scared. Tako, naslednjič pa se naučimo zopet kaj novega. Včasih strah te je, ko zunaj tema se spusti. Včasih jezen si, ko kaj narobe se zgodi. Takrat le ustavi se in zapri oči. Globoko vdihni in preštej 1, 2 in 3. Takrat le ustavi se in zapri oči. Globoko vdihni in preštej do 3. 1, 2, 3. Včasih žalosten si, če ob tebi mame ni. Ko pride od veselja, kar srce ti ponori. Takrat le ustavi se in zapri oči. Globoko vdihni in preštej 1, 2 in 3. Takrat le ustavi se in zapri oči. Globoko vdihni in preštej do 3. Danes smo izvedeli že zelo veliko o čustvih. Tista negativna so res slaba čustva, a ne? Se ne počutimo ob njih dobro. Spravi strah, jeza, žalost, ljubosumje, pa še kaj bi se našlo. In tudi smo že povedali, da si lahko pomagamo premagati ta negativna čustva s plesom, z igro, s petjem, z objemom, s pogovorom. Jaz imam pa še eno idejo, kako lahko premagamo ta čustva in jih vržemo stran. Ja, poglejte, izdelala sem si tako škatlico,
ki sem jo polepila z različnim papirjem barvastim in na njo narisala stvari, ki me naredijo veselo. To so živali, potem rožice, rada imam sonce in mavrico ter morje. Vidite? Ja? In tukaj so tudi obrazki, ki se smejejo. Spredaj in zadaj. To je škatlica, ki jo jaz uporabljam, kadar sem recimo jezna. In takrat odprem škatlico in rečem: vsa jeza, pejdi v to škatlico notri, in hitro zaprem. In svojo jezo zaprem v to škatlico. Potem grem pa k vratom ali pa k oknu in škatlice preženem jezo ven. Odprem in rečem: jeza, strah, žalost, odidite, ne potrebujem vas. In tudi to nam pomaga, boste videli. Takoj se boste počutili bolje. Lahko izdelate iz škatle ali pa naprimer iz kakšne embalaže. To je embalaža od kave, ki je ne potrebujem več in bom uporabila zato, da bom sem noter potem skrila strah, jezo, žalost, ljubosumje. Ko se ne bom počutila dobro, bolezen tudi noter, zaprem in potem vržem stran skozi okno. Ja, okej, smo razumeli. Izdelajte zdaj še vi svojo. Lahko, kot sem že omenila, najdete kakšno škatlo, ki jo ne potrebujete, lahko je večja, ali pa kakšno embalažo. In potem, recimo, sedaj bom delala z embalažo od kave in bom pogledala, kako velik papir potrebujem za oblepiti tole embalažo. Si nekako označim, tudi pri škatlici recimo, date takole na papir in lepo po papirju obrišete in izstrižete. Jaz bom kar cel tale trak odstrigla, potem bom pa videla, koliko je potrebujem. Strižem. Sedaj sem narišite tisto, kar imate najraje. Ravno prav bo. Dobro. Sem narišete tiste stvari, ki jih imate najraje. Kot sem že omenila, jaz imam zelo rada živali in bom narisala muco. Takole mucico narišem, muco imam rada. Narišemo muciko, žebrke in tačke, pa trebušček, repek in pa nogice zadnje tačke. Tako muco sem narisala, narisala bom še sončka, ki nas tudi spravi v dobro voljo. Tako, potem imam rada sladoled. Bom narisala sladoled. Tako. Kaj še? Jaz sem narisala te stvari, ki mene naredijo veselo in jih imam rada. Vi pa narišete, kar imate sami radi. Lahko imate radi igro žogo, narišemo žogo. Žogo. Potem lahko narišemo rožice. Stvari, ki nas veselijo. Vse to pobarvamo. Bolj bo barvasta tale vaša risbica, bolj bo odgnala te slabe občutke. Tako, jaz sem narisala stvari, ki jih imam rada. Sedaj jih bom nalepila na tole mojo embalažo od kave.
tudi kavo rada. Zato je pa že prazna. Takole, veliko lepila potrebujete, bo dobro prijelo. Kar po celi risbici ali pa po tistih koščkih, ki jih boste izstrigli za na škatlo. Polepite in takole. Evo. Takole, moja škatlica je že gotova. Lahko še na vrhu, sem se spomnila, da bom na vrhu pa narisala obrazek, ki se smeje. Tako kot sem na škatlici naredila, tudi sedaj na tole škatlo embalažo od kave. Se pravi, to je škatla, ki spremeni jezo, žalost v smeh in veselje. Krih, žalost in jo vrgli ven skozi okno, skozi vrata. Kar povejte in naj se ne vrača nazaj. Ampak saj veste, vsi smo kdaj žalostni, jezni. Nas je česa strah, to je zelo človeško, se tako reče. Vsi ljudje čutimo in tako je prav, ker smo živi. Tudi živali so žalostne. Tudi rožice, če jih ne zalijemo, so žalostne. Tako, polepimo še zgornji del. Ko me bo strah, ko bom žalostna, bom zaprla te negativne občutke v tole škatlico in bodo izginili. Kot prva zvezda se nam bo predstavil Tilen. Tilen zelo rad sestavlja Lego kocke in danes bo za nas zaigral na harmoniko. Naši naslednji zvezdi je ime Gaber. Gaber rad poje, se igra s kužkom, danes pa bo za nas zaplesal.
Joj, kako mi kruli v trebuhu. A slišite? Pa nimam nič več za jest. Vse sem pojedel. Ves čips in vso čokolado. Ampak, če se mi ne zdi, mi je zadnjič še nekaj kovančkov ostalo v žepu, da vidim, ali imam dovolj, da se grem lahko v trgovino druge iskat. 1, 2, 3, 4, 5, da imam še kje kakšen kovanček. 6. Ja, samo to pa ne bo dovolj. A veste, jaz vedno, ko grem v trgovino, kupim tudi kaj za Tjašo in za Mihata, da jo potem razveselim, da lahko skupaj jemo. Ker imam samo 6 kovančkov. A, imam idejo. Si bom poskušal pričarati več kovančkov. A mi boste pomagali? Verjeti morate, da mi bo uspelo, prav. No pa gremo. Moja čarobna beseda je, oziroma več jih je, čimba, čumba, čips in rumba, čokolada, ča, ča, ča. Da vidimo, koliko jih imamo sedaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kovančkov. Ja, to bo pa več kot dovolj, da lahko kupim kaj slastnega za podzob, zame, za Tjašo in za Mihata. Grem v trgovino, se mi mudi. A ja, pozabil sem vam pokazati, kako mi je trik uspel. A ste pripravljeni? No pa gremo. Za trik potrebujemo papirnat krožnik. Lahko uporabite tudi plastičnega, ampak saj veste, Charlie ima raje papir kot plastiko, ker je lažje reciklirati. Potrebujemo potem tudi nekaj kovančkov. Na začetku, kot veste, če ste dobro spremljali, sem jih imel 6, na koncu pa kar 9. Kako mi je to uspelo? Ja, poglejte, čisto lahko je. Pripravil sem se namreč že vnaprej pod krožnikom mehno kuvertico oziroma mehen žepek iz papirja. Vam bom pokazal, kako se to naredi, prav? Potrebujemo papir in škarje. S škarjami si odstrižemo mehen kos papirja, iz katerega bomo naredili mehni žepek. Papir majčkeno prepognemo na polovičko, nekako takole. Potem na vsaki strani zalimamo, da se bo žepek lepo zaprl. Sicer, a veste, nam lahko kovančki padejo ven. Tako, in ko smo lepo zalimali žepek, poglejte, tole. In v tale žepek bomo potem položili kovančke. Še prej pa žepek nalimamo na naš krožnik. Seveda potrebujemo tudi nekaj lepilnega traku. Prepričan sem, da vsak izmed vas ima doma vsaj nekaj traku in tudi, da ima vsak izmed vas doma vsaj nekaj kovančkov. Če pa jih nimate vi, pa jih imajo zagotovo vaši starši, dedki, babice in tako naprej. V papirnati žepek položimo nekaj kovančkov. Recimo, da položimo 4. Takole. Potem si krožnik pripravimo na podlago, na mizo. Nanj položimo kovančke, ki jih bomo pokazali občinstvu, da jih že imamo. Sedaj, vidite, sem položil 1, 2, 3, 4, 5 kovančkov. No, sedaj pa še čarobne besede. Sam sem uporabil čimba, čumba, čips in rumba, čokolada. Vidite krožnik in rečete ča, ča, ča. In iz žepka ven pridejo še ostali kovančki. Tako, sedaj, ko veste, pa le pogumno na delo in pokažete vašo novo čarovnijo vsem vašim prijateljem, staršem, babicam in dedkam, sestricam in bratcom. Lepo se imejte in naslednjič vas naučim zopet kaj novega. Petka! Ja, Tjaša, ja, kaj se pa to igraš? Haha, vadim. A veš, kako Miha obvlada to igro? Kaj si to pripravila? Ne vem, kaj to sploh je. Ja, to je igra s kodelicami in z barvicami ali flomastri, lahko tudi žlice uporabiš, veš? Ok, kako pa gre? In Miha to obvlada. Takole spodaj s prstom, malo barvica gleda
čez mizo, mizo, čez okej. rob mize in potem probaš s prstom tako gor, hop, da barvica skoči. Barvica skočiti mora v skodelico noter. Skočiti mora v skodelico. A veš, kako Miha obvlada, jaz bi rada z A njim to res? igrala, ker Okej, on me dejva. skozi premaga in zdaj bi... A tebe tudi? Ja. Ja, meni je tudi vedno premagal vsem, samo v tem pa še Ja, nisva ja. tekmovala, nikoli z njim. Bova poskusila? In to v 1 minuti, prav? Da vidiva, kdo večkrat v 1 minuti pač takole barvico ali pa flomaster spravi v skodelico. Se pravi, imamo časa, zdaj tukaj je že naštimana Ja, ura. ja, že. 60 sekund, da nam uspe vse barvice in en flomaster, 2 barvice in en flomaster v skodelico. Spraviti v skodelici, tako. Otroci, a boste vi tudi poskusili doma? Lahko poskusite z kakšnimi prijatelji, babicami, mamicami, atijemi in tako naprej. A ne? Tako. Midva pa tudi. Še uro, ne, naš Še uro Geva? naš Si pripravljena? Ja, tako. Čakaj, da vidim, jaz sem Ja, tudi pripravljen. smo. In pa greva. 60 sekund. 3, 4, zdaj. No pa greva. Opa. O, kako! Hoho, poglej! Joj! Tale pa malo nagaja. Joj. A tisti zmaga, kateri prvi to naredi? Čakaj, vzamem še eno barvico. No, de, 45 sekund. Bravo, Je Charlie. še ostalo. Tudi tebi je uspelo, bravo. petkrat, Jaša. Bravo. Dajva vidiš. še probat. A še malo? Ja, dajva, mogoče znava nama- še. Se pravi, enkrat nama je uspelo. Imamo še 33 sekund. Dobro, zdaj mi gre malo slabše. Otroci, a mislite, da nam bo uspelo? Imamo Še še drugič? samo 24 sekund časa. 1, 2, istočasno. Bravo, Tjaša. Pa to je super, dajva še. Še malo, 10 sekund 15, da imamo vidiva. časa. Ajde, mogoče v zadnjih 10 sekundah. 1, Če nama še 2, uspe. opa, 5. Ne. Še 5 sekund, Tjaša. Joj, ne. 4, 3, 2. Ni nam uspelo še v tretjo. Ampak, ej, nič hudega. bravo. Zelo smo dobra. Še malo bova vadila in bova premagala Miha. Jaz sem pripričan, da ga bova in potem nama bo pripravil zagotovo kakšno drugo igro, v kateri pa on boljši od naju. Tako, poskusite še vi. Danes nas čaka pravljica o živalskih prijateljih. Zelo lep dan je, sobota. Pujsek, kravica, muca, miška in kuža so se dogovorili, da se po kosilu dobijo na travniku, kjer se bodo igrali. Komaj so čakali soboto in Pujsek še posebej. Pri Pujskovih se je kuhala dišeča juha z veliko zelja in korenja. Pujsek je bil že zelo lačen, a še bolj je čakal, da poje kosilo, ker po kosilu se bo odpravil na travnik, kjer se dobi s svojimi prijatelji. Končno je bilo kosilo kuhano, Pujsek se je najedel do sitega, bil je zelo nestrpen in hitro je odhitel na travnik. Tam še ni bilo nikogar drugega. Čakal je, zelo nestrpen je bil. In kmalu je pritekla mala miška. Ampak ta miška je bila jezna miška. Živja, Pujsek. Ja, kaj pa je, miška? Jo je vprašal Pujsek, zakaj si tako jezna? Ko bi ti videl, kako sta mi bratca celo dopoldne nagajala, mi je mala igrače, prevračala barvice in trgala liste. In vsemu temu sta se smejala. Je rekel Pujsek, saj veš, miška, ne biti jezna. Veš, da ti ona dva rada ponagajata, ker te imata rada. In tako dobita tvojo pozornost, da veš, da sta tudi ona dva tam. Rada bi se igrala s tabo. Vem, ampak jaz se ne bi vedno rada igrala z njima. Veš, tvoje bratca te imata rada do lune in nazaj. In zato ti nagajata. Ne bodi jezna. Kako bi bil jaz vesel, če bi imel kakšnega bratca ali sestrico, da bi se lahko z njim igral. Pa tudi bi bil vesel, če bi mi nagajal, samo da ne bi bil sam. Imaš prav, je rekla miška.
In skupaj sta se igrala, preskakovala rožice, hop, se lovila in čakala ostale prijatelje. O, poglejte, kdo prihaja. Muca. Ampak ta muca je žalostna. In zelo počasi je prišla na travnik. O, pozdravljena, miška. Živjo, Pujsek, je rekla žalostno. Ja, poglej jo, Muco, kako si? Smo slišali, da si dobila sestrico. Kakšna je? Kakšne ima oči? Kakšno barvo dlake ima? Prosim, nehajte še vidva. Vsi sprašujejo samo o sestrici. Danes so nas obiskali tete in strici iz cele vasi, ampak vsi so nosili darila, samo moji mali sestrici Muci, name pa so čisto pozabili. Vsi so hodili gledat samo njo. Zato prosim, ne me še vidva spraševati. Ja, Muca, ne bodi žalostna. Že prej sem povedal miški, kako bi bil jaz vesel, če bi dobil bratca ali sestrico, da bi se lahko z njim igral, ko bi odrasel. In veš, tudi ko si bila ti majhna, so vsi hodili tebe gledat. Ampak to ne pomeni sedaj, da so nate pozabili, ker se je rodila nova mala Muca. Ampak to pomeni, da boš ti imela sestrico, ki ti bo vedno sledila in te imela rada. Tudi tebi so vsi prinašali darila. Takrat si bila ti v središču pozornosti, danes pa pač tvoja sestrica. Vedno je tako, ko se kdo nov rodi. A ja, vedno? Ja, vedno, je rekla miška. Tudi ko sta se moja bratca rodila, je bilo enako. A ja, no, potem pa super, se gremo naprej igrat, je rekla Muca. Pojdimo skakat po blatnih lužah, je rekel Pujsek in hitro so odšli v blatne luže. Pri kravici pa ni bilo veselo, tudi ne. Kravica je bila zelo žalostna, ker je njen očka zbolel in je že 3 dni ležal z visoko temperaturo v postelji. Sicer je bil močen bik, ampak tudi biki kdaj zbolijo. In zato je bila kravica zelo žalostna in zaskrbljena za očka. Ampak je vseeno odšla k prijateljem. Pozdravljeni moji prijatelji, je začela jokati. Kravica, ja kaj pa je, zakaj jočeš, so jo vprašale živali. Očka je zbolel in skrbi me, da se ne bo pozdravil. Nikar ne skrbi, kravica, tvoj očka bik bo kmalu zdrav. Saj veš, ko sem jaz bolel, je nadaljeval Pujsek, ste vi meni prinesli polno košaro korenja in zelja in hitro sem bil spet zdrav. Kaj, če bi tudi mi tvojemu očku natrgali trave za celo košaro in mu jo odnesli? In res so hiteli. Nabrali so polno košaro trave. Hitro so vsi odhiteli in odnesli travico očku biku. Bil je zelo vesel. In živali verjamejo, da bo kmalu zdravel. Ja, kje pa imamo kužka? So se rekle. Saj res? Ja, kje pa je? Kuža nikoli ne zamuja. In so ga šle iskat. Kuža, kuža, kje si? Čakamo te, so klicale živali. Pridi, gremo se igrat. Tudi kuža je bil žalosten. Ja, tukaj sem, je rekel. Ja, kaj pa je s tabo, kuža? Ne grem, danes ne grem ven, ker me je strah, je rekel. Ne bom odšel iz hiše in je hitro odhitel nazaj. Ja, zakaj te je strah, kuža, so ga vprašale živali. Veš, ponoči sem imel tako grozne sanje. Sanjal sem, da sem šel iz hiše in
Kmalu je priletel metuljček in skupaj sva se igrala in jaz sem tekel za metuljčkom, a kaj hitro sem se izgubil, ker sploh nisem gledal, kje hodim in sem zašel globoko v gozd. In ko sem se zjutraj zbudil, sem kar mislil še, da sem v gozdu in sedaj me je strah, da bi se zares izgubil. Kužek, naj te ne bo nič strah. Vsi imamo kdaj grozne sanje, so govorile živali. Ampak saj bomo mi s tabo, ne boš se izgubil in ne bomo odhiteli daleč stran od hiš. Igrali se bomo tukaj na travniku. A vsi imate kdaj grde sanje, je vprašal. Seveda, ampak sanje so samo sanje. Sedaj pa se hitro pojdimo igrat in so že hitele. Ti loviš, je rekel kužek pujsku in hitro so se začele igrati, loviti. Kmalu je bila noč in živali so odšle domov spat, zelo vesele, ker so se družile s svojimi prijatelji. Če tudi tebe kdaj strah, povej to svojim staršem, prijateljem in se pogovorite o tem in kmalu ti bo bolje. Ali pa le pojdi objami mamico in boš videl, strah bo izginil. Zgodaj zjutraj Charlie prebudi se in prelista dnevne časopise. Lačni medved Miha se v kuhinji mudi in pripravlja zajtrk za vse tri. Tjaša pa veselo že pometa in pravi, da lep dan se nam obeta. Naj sonce bo, ne vihta, naj dežuje, naj sneži, lepo je vedno med prijatelji. Pod čarobnim dežnikom sem nam je lepo, pojemo, plišemo in se zabavamo. Pod čarobnim dežnikom čarovni